Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Si boste vzeli skoraj 1 uro časa? 1 uro časa, da boste skupaj z nami v dobri družbi. Danes bomo namreč gostili gospoda Damjana Damjanoviča, ki je po izobrazbi akademski glasbenik in profesor trobente. Sicer ga pa bolj poznamo kot direktorja Slovenske filharmonije, to vsi tisti, ki radi hodimo tudi na koncerte klasične glasbe, ampak slovenski publiki je znan, ker deluje tudi drugače. Namreč nastopal je tudi v X-Faktorju in v Sloveniji ima talent, v režiji oziroma v žiriji. Poleg tega pa smo ga letos spoznali tudi kot organizatorja dobrodelnega koncerta Neskončna harmonija, ki se je odvijal v Arboretumu 19. junija. Šlo je pa za to, da se je zbiral denar za poškodbe od žleda. Pozdravljeni, gospod Damjanovič. Pozdravljeni. Nekaj podatkov sem nanizala, ampak to je tistih podatkov, zaradi katerih bi lahko rekla, da vas pozna cela Slovenija. Se vam to dogaja, ko se pojavljate kje v javnosti, da vas nagovarjajo tako mladi kot starejši? Na nek način se pojavljate pravzaprav povsod. To drži, namreč neko svojo večjo prepoznavnost sem doživel v teh šovih, ki ste jih omenili. Namreč te šove gledajo otroci od 5 let in njihovi detki in babice do 90 let. Tako kaže tudi statistike, ki so jih delali tisti, ki pripravljajo te oddaje. In seveda zaradi tega dobiš večjo prepoznavnost in neredko se zgodi, kdaj, da me ustavijo otroci in se hočejo slikati z mano in tako naprej. V zadnjem času, v zadnjem letu pa se je ta, rečemo, medijska popularnost iz teh reality show prenesla bolj v to, da me ljudje pač prepoznajo kot direktora filharmonije. Po drugi strani ne moreva mimo tega, da boste kandidirali kot župan. Se vam zdi, da je prepoznavnost pravzaprav nekaj pomembnega? Namreč, če ljudje ne vemo, lahko volimo mačka v žaklju, čeprav žal se tudi to govori v Sloveniji, da se dogaja. Jaz mislim, da prepoznavnost je v vsakem primeru potrebna, ampak bolj iz tega razloga, da manj denarja zapraviš za svojo kampanjo. Namreč skozi te šove sem jaz imel eno predstavitev kot direktor Slovenske filharmonije, kot človek z neko strokovno težo in tu je tisti največji delež, ki ga v kampanji zdaj niti ne potrebujem zapravljati. Bolj gre za to, da se ljudem osveži spomin, kdo si, kaj si in pa seveda potrebno bo zdaj dati to vsebino, ki ste je sami omenili, ampak to je več ali manj program, želje, vizije, ki jih pač sleherni kandidat v svoji kandidaturi mora predložiti. Ampak poglejte, po srcu ste zagotovo glasbenik. Po srcu sem glasbenik, umetnik, rečemo temu, človek nekega svobodnega duha, vendar zadnjih 11 let opravljam delo kot direktor Slovenske filharmonije, se pravi kulturni menedžer, ki mora skrbeti za javna sredstva, ki mora kljub težavam in tegobam, ki se zdaj srečujemo že zadnjih kar nekaj 10 let, uresničevati cilje, ne samo svoje, temveč tudi našega delodajalca in na koncu koncev vsi javni zavodi so namenjeni javno dobro. Se pravi, mi moramo z svojim delom vplivati na integralno okolje, tako svoje najbolj ozko, kakor tudi širše. No, rekla bi, da ravno s tem svojim nastopanjem na vse mogočih nivojih dejansko pridobivate tudi simpatije za Slovensko filharmonijo, saj na vse zadnje klasična glasba je nekaj, kar pravzaprav počasi pridobiš, razen če seveda ne hodiš na glasbeno šolo, ampak danes tudi, hvala Bogu, vse več otrok obiskuje glasbeno šolo. Ja, lahko rečemo, da to drži, ampak mogoče se daje prevelik pomen klasični umestni glasbi kot taki. Saj ta glasba je bila vedno za razvedrilo ljudi. 100, 200, 300 let nazaj je bila to edina zvrst, ki je zabavala ljudi. Mi smo danes to dali nekako v neki poseben predalček, da to zvrst glasbe ne bi poslušali samo osveščeni ljudje, tisti, ki to poznajo in tako naprej. To preprosto ne drži. Na koncert Slovenske filharmonije ali bilo kjerega orkestra ali pa v opero greš pač zato, da boš nekaj od tega odnesel, se fajn počutil. Je pa res, da po različnih stilih, znotraj te zvrsti, so nekateri skladatelji bolj dopadljivi za publiko, drugi malo manj. Ampak, če to prenesem v današnji svet,
Recimo imamo tudi od tako imenovane pop glasbe, zabavne glasbe in teh zvrsti glasbo, ki nas zateži in glasba, ki nas razvedri. Tako da jaz tukaj ne bi ločeval zdaj, kdo je sposobna, pa kdo je osveščen hoditi na koncerte klasične glasbe ali tudi likovne umetnosti ali pa na koncu koncev pisane literature. Ne. Mislim, da je vse z namenom, da se pač ljudi najdemo v tistem, kar nam je všeč. Povejte mi, kaj pogrešate, recimo tisto sedenje v orkestru in pogled na publiko? Moram priznati, da niti ne. Po 11 letih se ne bi več dovolil, da bi šel sedeti v orkester, kajti ta forma ti pade, tudi miselni proces v glavi je naravnan na druge težave in tegobe. Z glasbo sem tako drugače povezan, se je tudi moja pisarna nad našo veliko dvorano v Slovenski filharmoniji, tako da me orkester pač vsak dan znova in znova spomni in tako da s tem ni težav. Ja, omenili ste tudi izkazali ste se delati v dobro širše publike. Kaj pravzaprav to pomeni za vas? Zakaj čutite to potrebo recimo znotraj sebe? Jaz mislim, da nekako že v zgodnih letih nam je usvojeno in nekako naravnano naše poslanstvo, če lahko tako rečem. Ne. Že kot otroci smo nekateri moji vrstniki bili s strani učiteljev določeni, ti boš vodil to skupino, ti boš vodil to skupino. Sam sem se že skozi celo osnovno šolo nekako sem bil določen za mentorja določenim sošolcem, ponovadi za matematiko, namreč matematika mi je zelo dobro šla. Ne. In potem v športnih društvih, v katerih sem deloval kot igralec in kasneje kot glasbenik. Ne. Tako da jaz mislim, glasba, umetnost že sama po sebi človeka postavi v neko pozicijo, ki mora ljudi razveseljevati, nekaj jim vedno daješ. Ne. In s tem namenom vedno pristopiš. Že ko sem vežbal recimo skladbe za nastope, sem to misel imel samo sebi v glavi in preprosto tako je. Ni neke praktične razlage, druge ne vidim, zakaj bi temu bilo drugače. Kdaj ste se prvič srečali z glasbo? Še takrat bajko niti sam zase nisem vedel. To mi je mama večkrat pripoveduje, kako sem naredil eno sceno v Mariboru pred eno trgovino, ko sem si zaželel plastično trobento. Žal ni imela denarja pri sebi, tako da sva se vrnala skoraj 50 km nazaj na Muto, moj rojstni kraj, in se mama isti dan vrnala to trobento kupiti, da je bil to celi proces. In to je bila tudi edina igrača, ki je nisem uničil. Zanimivo. To se pravi trobenta tudi potem naprej, ne? Tako. Nikoli ni bilo kakšne želje po kakšnem drugem inštrumentu? Ne. Kaj pa glasbena šola? Ste sami izrazili željo ali so vas starši poslali, glede na to, da so opazili, da pravzaprav imate radi inštrument? Ja, v bistvu pokojni oče mi je vedno govoril, da smo vse živce popil, ne, že v zgodnji mladosti, kajti hotel sem trobento igrati še, ko nisem imel niti ne svojih ta pravih zob. Tako da sem ta prve korake naredil pri 8 letih, ko so me dali učiti, takrat čist v okviru plehmuske naše na Muti so bili posamezniki, ki so poučevali inštrumente za potrebo pihalnega orkestra. In tako sem začel pri svojih 8 letih, na kar sem se prepisal, če lahko temu rečemo, v takrat še ne najbolj regularno glasbeno šolo. In kasneje tudi na priporočilu učitelja v nižji glasbeni šoli me je oče vpisal v Maribor, oziroma dovolil, da sem se vpisal v Maribor v tako imenovano pripravnico in potem sem nadaljeval na srednji glasbeni šoli. In potem seveda tudi akademijo. Ja. To pomeni, da je vendarle nekje bilo vaše hotenje, da postanete poklicni glasbenik. Ja, namreč bilo je pravzaprav presenečenje za okolje. Ne. Muta industrijski center imela je svoje čase dokaj veliko tovarno za tisto okolje, ki je na nek način zaposlovala ljudi iz cele občine. In otroci smo bližji tako nekako v rani mladosti določeni, da bomo pač v tej tovarni delali, ali kot inženirji, ali kot karkoli drugega. In bilo je dokaj redko, da se kdo vpiše v glasbeno šolo, da bi iskal ta profesionalni poklic naprej. Praksa je bila tehnične šole, gimnazije.
In moram reči, da so bili zelo presenečeni in so me celo malo testirali, če sem psihično stabilen, zakaj sem se odločil za ta poklic. Ja. Še posebej, ne, ker ste bili dober matematik, na vsezadnje matematikom danes je bodočnost odprta čisto na vseh področjih. To drži, kakor tudi podatek, da zelo malo ljudi ve, da je glasba kljub vsemu povezana z matematiko in z logiko, kajti že vse lestvice so sestavljene, po domače rečeno, iz številk, intervali so številke, tako harmonija kot kontrapunkt so številke. Seveda zdaj umetnost je pa tisto, da te številke postanejo lepe, dopadljive, melodične in tako naprej. Lahko čisto matematično izpolniš kako harmonsko nalogo, ampak je vprašanje, če je umetniško glasbeno užitna ta zadeva. In seveda ljudje pa to čutimo. Tako kje je umetnik zadaj, kje pa je nekaj samo napisano po pravilih. Ne? Ja, še nekaj me zanima. Ali ste teh 11 let, kar ste bili direktor Filharmonije, dejansko, ko ste postali takrat, nameravali ostati tako dolgo? V bistvu, če zdaj matematično gledava, ne, da bi si nekdo določil, zdaj bom pa 10, 15, 20 let direktor Slovenske filharmonije ali pa drugega zavoda, to po mojem zelo malo ljudi si upa trditi in še toliko teže je, da si vnaprej določiš, koliko mandatov boš. Bolj si postavimo ljudje, ki se odločimo za te vodilne položaje, svoje vizije, svoje programe. In ja, res je, da v bistvu določeni programi ali razvoji zahtevajo določeno let, kajti upam si trditi, da prvi mandat je več ali manj tisto mukotrpno delo, da nekako postaviš svoje vizije, cilje na neke tire, ne? In še tako v pričakovanju, da boš vse rešil v enem letu, se ti včasih raztegne tudi na več let. In jaz lahko rečem, da zdaj po enih 10 letih smo nekako na neki tisti poti, ki bi pripeljala nadgradni orkester še stopnico više. Zavedati se moramo, da delamo v enem okolju, ki ima svoj sistem. Slovenija pač ima svoj sistem. Vemo, da je javni sektor dokaj zahteven, tako imenovane pravice zaposlenih so na zelo visoki stopni in včasih se le malo manj zavedamo svojih dolžnosti in vsega tega, kar smo mi dolžni dati zavodu in da niso zavodi tisti, ki so nastali zaradi nas, temveč mi smo v službi zavodov in našega poslanstva kot takega. Tako da mislim, da mi smo prišli tu zelo daleč in da je ta zavest, predvsem pa zdaj tudi situacija nas sili po ohranjanju, namreč ni tajna, ne, da se v javnem sektoru je želja, da se odpušča, da se zmanjšujejo naše kapacitete, kar pomeni, da nekje obstaja ta spodnji minimum, pod katerega nikakor ne bomo smeli iti, a nam to kdo dovoli, ali nam to ne dovolijo, kajti potem bomo res ohromili možnost ostati in pa nadgraditi to vrhunskost, ki jo naš orkester kljub vsemu ima. Tako da mislim, da sem kljub vsemu na nek način malo presenečen, da sem v tretjem mandatu in ta tretji mandat si obetamo, da bomo še neke stvari nadgradili, to pa predvsem z najbolj vrhunskimi umetniki, ki so na svetu na razpolago, ki so za nas finančno nedosegljivi in pa želimo si tudi še kako turnejo narediti v tistih kontinentih, kjer še nismo bili. Glejte, recimo kot ljubiteljica Slovenske filharmonije, namreč cela naša družina ima zelo rada ta orkester, malo ker smo domoljubi, malo pa tudi zato, ker ste dobri, ampak dobri ste zdaj. Spomnim se leta nazaj, ko sem imela večkrat občutek, kot da je pravzaprav orkester odigral sicer korektno in fair, da pa nečesa tistega več, kar pravzaprav lahko poveže dirigenta, publiko in orkester v nek drugačen užitek in neko sožitje, da tega pa ni bilo. To je prišlo z vami. Res lahko rečem, da zadnjih 10 let opažamo razliko. Gospod Damjanovič, kaj je bilo tisto, kar ste naredili, da je pravzaprav Slovenska filharmonija postala toliko boljša? Mogoče ravno to, kar sem omenil prej. Verjetno so ljudje, ki so vodili te zavode, to sprejeli kot neki vsak dan. Spozabijo se, da dejansko smo mi v službi poslanstva in da ni nekdo ustvaril nas pred 300 leti, zato da bomo imeli službe in postali tako rekoč neki obrtniki vsak dan.
Ni tudi tajna, da v preteklosti so določeni direktorji ali umetniški vodji to bolj vlekli na sebe, na svoje lastne promocijske cilje ali pa poslovne cilje. Jaz mislim, da je bil preobrat leta 2004, ko smo se odločili, oziroma sem se odločil, da vzamem za svojega pomočnika v narekovajih šefa dirigenta Đorđa Pehlevenjena, in to je bila ena, rečemo temu, radikalna sprememba. Prišel je tujec, ki je bil ambiciozen, ki je imel neki ta, rečemo, mal ameriški pristop, prepoznavnosti. Tudi karizmo na koncu koncev. Večkrat so se kolegi in pa obiskovalci naših koncertov šali, da ima ta Napoleonov sindrom, kar je bil zelo dober moment njegov, ne. In tudi jaz sem se z njim spreminjal in malo drugače začel gledati na vse te stvari. Tako da nekako smo hoteli dati ljudem občutek, da se morajo zavedati, da morajo izpolnjevati neke naloge, uresničevati cilje nekoga, ki si je zamislil, kako naj izgleda naša zgodba. In na vse skupaj smo imeli še to srečo, da je prišlo do generacije v orkestru spremembe, ne. Veliko mladih ljudi je prišlo v orkester igrati, ki niso bili obremenjeni z starimi zamerami, z starimi nekimi zgodbami in tako naprej. Tako da danes je orkester relativno zelo svež in mislim, da izpolnjuje ta naša pričakovanja, oziroma to, kar ste vi rekli, da publika uspeva uvideti naše prizadevanje in pa spremembe. Rekla bi, kajti mnogokrat so celo stoječe ovacije tudi pri vaši filharmoniji, oziroma naši filharmoniji, ne samo pri tujih orkestrih. Celo recimo, gledajte, zanimivo, da sem nekajkrat doživela, ker hodim tudi obiskovati te koncerte, recimo tujih orkestrov, da me niso nagovorili. Lahko pa rečem, da ni bilo v zadnjih letih koncerta Slovenske filharmonije, po katerem ne bi šla domov, dobre volje, izpolnjena in prepričana, da je res vredno hoditi na koncerte. Gospod Damjanovič, hvala za tole in povejte mi nekaj, kaj pa pričakovanja? Ste imeli velika pričakovanja, ko ste začeli? Navsezadnje, zdajle, če malo to povežava s kandidaturo za župana, kaj so pravzaprav pričakovanja, pa kaj so realne možnosti? Kako vi to doživljate? Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da sami pri sebi razčistimo, kje je naše mesto. Če to razložim. Doskrat, recimo, tudi ko se odločimo za umetniški poklic, si vzamemo za svoje vzornike tiste, ki so na vrhu svetovne špice. Potem v nekem obdobju se razvijamo hitreje, v nekem počasneje in mislim, da je pravi trenutek to, da tisti nivo, ki ga dosežemo, ga znamo oceniti in na tem gradimo. Jaz sem doskrat rekel otrokom v srednji šoli, recimo, ali pa na nižji, igrajte to, kar ste sposobni, kar smo se naučili. Ne dovolite si presegati svojih pričakovanj in želja, za katere niste niti truda vložili. In če je ocena 7, če jo damo na odlično, če se prezentiramo, je lahko tudi za nekoga 10. Kajti na koncu koncev uspeh slehernega glasbenika je to, da zadovolji ljudi. In jaz mislim, da ta pričakovanja, ki jih imamo, jih moramo potem realno oceniti in tudi v naše delo. Kdo si ne bi želel, da bi orkester Slovenske filharmonije bil tako dober ali pa tako prepoznan kot Berlinska filharmonija? Če samo budžete primerjamo, je to misija nemogoče. In če primerjamo samo tradicijo, ki jo ima Berlinska filharmonija, kljub temu, da je orkester Slovenske filharmonije za svojo tradicijo celo starejši, je spet misija nemogoče. Se pravi, to, kar vi doživljate na naših orkestrih oziroma koncertih našega orkestra, da greste polni in zadovoljni z koncerta, je to, da ta orkester ima voljo. In to se čuti. Dosti krat, recimo, daje čisto vse od sebe in so izčrpani, bi lahko rekli, so kot ene cote po koncertu. In to je uspeh, ker če greš spočiti z koncerta, potem si pač bolj malo dal od sebe. Od brenkov. Tako. In to uspevamo dosegati, da pač damo vse od sebe. In še kljub vsemu, osebno ocenjujem, imamo še ogromno rezerve. Zdaj le bi vas vprašala, kdo ste Damjan Damjanovič? Zdaj, da nam govoril recimo teh administrativnih direktorjev desno.
Ljudje so me ocenili kot zelo delovnega, trmastega, poštenega, nekako, rečemo temu, družbo naravnanega človeka, ne. In to pohvalo sem tudi dobil od bivšega predsednika sveta, ki me enega lepega dne pač presenetil za izjavo, da se je dolgo ukvarjal s tem, zakaj sem dober direktor, ne. No, na koncu je dal zelo enostavno definicijo. Je rekel, veš, Damjan, nisi skladatelj, nisi dirigent, nisi neki umetnik, sebe si dal sekundarni plan in vse ostalo pred sabo, ne. In to mi je bilo eno tako lepo priznanje in tudi zelo dobro smo sodelovali tako z Akademijo za glasbo, kot z vsemi temi glasbenimi institucijami v vsajem mestu. In mislim, da dostikrat si ljudje nekako favš predstavljamo, da je dobro delo takrat, ko te vsi sam hvalijo, pa to, ne. Dostikrat se ravno dobra dela ne hvalijo, grejo sama po sebi in če garaš, vsake toliko časa le dobiš neko pohvalo, ne. In meni je bila to ena od lepših pohval Pavleta Mihelčiča, bivšega dekana in predsednika Sveta Slovenske filharmonije, ki mi je lahko dal. Lepo. In kaj bi rekli na to, da ste pravzaprav Štajerc, pravi Štajerc, rojen v Slovenj Gradcu, omenili ste že, da ste živeli na Muti, da ste potem hodili v šolo tudi v Maribor. Kako se počuti ta Štajerc zdaj v Ljubljani? Ja, da vas popravim. Res smo teritorijalno bolj Štajerci kot ne, vendar se mi bolj smatramo za Korošce. 5 kilometrov niže v Radlah ob Dravi se imajo pa za Štajerce. Aha, to se pravi, tako blizu. Tako. Ja, v Ljubljani recimo moram reči, da smo si mi prizadevali, otroci, da bi nekako kdaj se pač približali Ljubljani, doživeli uspeh v Ljubljani, govorim zdaj o tekmovanjih, ali je to šport ali kasneje glasba, ker Ljubljana je bila za nas neki Dunaj, ne. Tudi toliko in toliko let nazaj ni bila avtocest tega, to je bil cel projekt, da si prišel do Ljubljane, kamoli do Kopra ali pa še kam drugam. In moram reči, da že takrat, ko smo se pogovarjali, kam bo kdo šel študirati, in tisti, ki smo šli v Maribor, recimo v srednjo šolo, nekateri kasneje na fakultete, je že to bil neki wow, ne. Tisti, ki so se odločili za Ljubljano, so bili pa že mali bogovi, ne. Tako da jaz sem od leta 1983 kot študent, ko sem prišel po vojski v Ljubljano študirati, skozi ostal v Ljubljani, tako ali drugače prisoten, in tudi leta 1988 se je redno zaposlil v ljubljanski operi. Bil podnajemnik, se vozil z Koroške v Ljubljano vsak dan v službo, na koncu koncev, tako da nikoli nisem mogel več izpreči iz Ljubljane, niti nisem imel ne hotenja, ne želje, da bi kamorkoli drugam šel. Čeprav sem tudi v svojem študentskem obdobju malo prekinil študij, smo šli takrat igrati te najbolj popularno zvrst slovenske glasbe, Oberkrajnere v Avstrijo, Švico, Nemčijo, ampak tudi ko sem dobil ponudbo, da bi v Švici ostal v službi, me ni pritegnilo, sem se vrnil nazaj. Pravi, bil rad doma. Ja, sem mogoče malo enega zapečkarja. Ali pa domoljuba. Ja. Tudi to lahko rečemo, ne. Kakšna pa je bila vaša primarna družina? Zdaj že vemo, od kod izhajate, ne vemo pa, iz kakšne družine izhajate. Moja mama je bila delavka v tovarni, oče je bil vodja kontrole in tak, rečemo, mali direktor v temu podjetju Gorenje Muta, kasneje je bil tudi profesionalni sindikalist. Lahko rečem, čisto enostavno, ena povprečna družina, nič posebnega. Bratje, sestre? Ne, sem sinček. Edinček. Se vam to kaj pozna? Vam kdo kdaj učita? Ali imate občutek, da pravzaprav kot edinček, da je vendarle tako, kot pravijo, da so edinčki malo bolj samopašni ali samozavestni po drugi strani? Mogoče to bilo malo čutiti v ranem otroštvu, ne. Namreč bil sem eden redkih edincev v tem kraju. Družine so imeli 2 ali pa več otrok, vendar ljudje, če bi jih vprašali v domačem kraju, starejše generacije, vam bi znali povedati, da smo zelo strogo špartansko vzgojo. In danes uvidevam, da je pač to bil en bonus
ki je bil pravilen, ki te nauči nekih vrednot v življenju. Tako da, ne vem, mislim, da daleč od tega, da bi bil razvajen. No, tudi, koliko se spomnim, sem vse stvari si mogel pač na nek način zaslužiti, ali z uspehom v šoli, ali tako ali drugače. Ne. Nisem pa imel nekega pomanjkanja, to pa moram priznati v otroštvu. Bili smo solidno povprečna družina in tako kot vsi ostali. Imate kakšen spomin recimo na kakšnega učitelja iz ranega otroštva oziroma iz mladostne dobe, ki je morda tudi odločilno vplival, morda predvsem kakšnega učitelja glasbe, ki vas je morda znal spodbujati na pravi način? Namreč zdi se mi, da mladi potrebujemo nek zgled, nek svetov zgled. Se strinjate z mano? Se strinjam. Vsekakor je to prvi učitelj za trobento moj, ki me je poučeval v moje rani mladosti. On je bil tudi tisti ključni človek, ki je na nek način očeta pregovoril, da grem naprej v Maribor se izobraževati. Čeprav smo vsi mislili takrat, da se ne profesionalno odločil za to pot. In njega imam vsekakor v trajnem spominu, kakor tudi vse ostale, ki so mi pomagali na moji razvojni poti v srednji glasbeni šoli, profesor, kakor na koncu Stanko Arnold na akademiji, s katerim imam še danes stike, kontakte. Lahko bi jih tudi kar nekaj naštel, ki so bili iz drugih predmetov, tako da lahko rečem, da sem imel kar srečo, da sem vedno najdel take mentorje, ki so mi tako ali drugače svetovali in pomagali in ob strani stali, kaj ti niti vedno lepo na tvoji razvojni poti. Ja, moram reči, da sem imel kar srečo. No. Glejte, ne glede na to, kako obrnemo te vaše funkcije oziroma delo, ali ostajate realist? Ja. S tem, da tudi iz tega realnega stava, če lahko tako se izrazim, je zelo potrebno, da si vizionar in da imaš želje po napredku, po vsem skupaj, kajti realisti se dostikrat ustavijo in so prehitro zadovoljni s tistim, kar so dosegli v življenju. Mislim, da je najbolj pomembno, da znova in znova najdemo izzive v sebi, je pa tudi kruta resnica, ne? Da ko si enkrat na taki poziciji, imaš tudi toliko opozicije, ki te sama po sebi rine skozi v ta borbeni duh in toliko lažje pol najti te izzive. Ne? In je pa dejstvo, da to zelo izčrpava človeka, sploh v tistem trenutku, ko pride do točke, ne, ko mu ljudje nočejo slediti, zaradi tega, ker ne razumejo, ali nočejo, ali so zadovoljni s tistim. In to je vse kljub vsemu, da bi bilo bolje za njih, ne? Tako, to je to zanimivo. Ne? Mislim, da dostikrat ljudi strah, neke negotovosti ali pa riskirati malo nekaj več, ne? Pa ne govorimo o hazardu, govorimo o realnem življenju, ne? Ker z leti se pač upočasnimo. Jaz se vedno zgledujem po svojem profesorju, ki tudi pri svojih letih, zdaj, ki je ni več rosno mlad, rečemo temu, ne, je še vedno poln naboja, ambicij, ustvarjanja in vsega skupaj, tako da vedno si najdem te tako imenovane vlečne konje, po katerih se zgledujem. Poglejte, nekaj se mi zdi kljub vsemu zanimivo. Namreč danes pravijo menedžerji, neke vrste poklicni menedžerji, pa naj govorimo o kulturi ali pa o kateremkoli drugem področju. Naj bi bili neki tudi recimo izobraženi z tega določenega področja. Vi na vsezadnje nimate neke, tako kot se pravi, da naj bi danes imeli ali ekonomsko fakulteto, potem dodatni študij podiplomski, mnogokrat v tujini. To so pravzaprav atributi, ki se pripisujejo dobrim menedžerjem. Kako je pa z vami in z vašim znanjem na tem področju? Mislim, da ljudje živijo v eni zmoti. Namreč javni sektor, javna uprava je nekaj popolnoma druge, kar je gospodarstvo. Ta dva sektorja sta izključno namenjena za kvaliteto življenja vseh državljanov in občanov ali vaščanov. Če povem zelo enostavno, ne? Voditi javni zavod Slovenske filharmonije, voditi kot eno gospodinjstvo. Namreč mi dobimo sredstva od države, moramo jih sami tudi kar precej ustvariti za svoj program in vse obrnemo v tako imenovan kapital, to je naše občinstvo, naši programi, s katerim pridobivamo občinstvo. Seveda ekonomska ali pravna fakulteta ti da eno osnovno pot, kako razumeti ene stvari, kar se tiče poslovanja. Ampak na koncu koncev
Veste, ko greste vi tržiti eno blago, potem je tisto, kar nosite v sebi, ali ta dar imate, ali ga nimate. Ne. Predvsem je najbolj pomembno to, da se zavedamo, da ne trošimo več, kot ustvarimo. Ne glede, je to javni sektor, javna uprava ali gospodarska družba ali neka občina. In mislim, da se vse preveč daje poudarka, da so za določene stvari sposobni nekateri ljudje, ki imajo neko osnovno izobrazbo, ko je realno življenje pokazalo, da tudi nekdo, ki nima neke priporočljive izobrazbe, je lahko uspešen na popolnoma drugem področju. In če se vrnemo 200 let nazaj, ko še ni bilo teh fakultet, je trgovina bila splošno znana in dostopna vsakemu. In trgovina je vse v življenju. Ne. Nobenem ekonomsko znanje ti ne koristi, če ti nisi v stanju prepričati nekega svetovno znanega umetnika z neko filozofijo, pristopom, da mu daš neko darilo, zakaj bi on prišel v filharmonijo igrati v Slovenijo, za 10-krat manj denarja, kot je njegova cena na svetovnem trgu. No, tule vam bom še en superlativ pripisala. Namreč, Slovensko filharmonijo ste ponesli v svet, postala je prepoznavna. Ja, Slovenska filharmonija je že prej gostovala, to moramo biti iskreni, tudi v Ameriki in v drugih evropskih državah. Mogoče je bilo v tem obdobju malo drugačnih, bolj odmevnih turnej. Recimo v Švici smo igrali takrat za trgovsko podjetje Migros. To je bila res ena izjemna turneja, v 7 dnevih 7 koncertov. Potem smo šli na Japonsko, prvič v življenju, da je šla Slovenska filharmonija na Japonsko, da nismo bili eni roboti japonskega sistema, njihovega menedžmenta, temveč smo imeli ugledno in lepo turnejo v tudi njihovih najbolj prestižnih dvoranah, vključno z Century Hallom v Tokiju. Imeli smo pa verjetno v zadnjih 2 letih najbolj odmevno turnejo z Ano Netrebko, ki velja za številko 1 v opernem petju svetovnega nivoja. Za to turnejo sva si z dirigentom Emanuelom Vijomo prizadevala debele 3 leta. Prvi cilj smo si postavili to leta 2008 in vse najboljše dvorane v tako imenem tem srednjeevropskem delu smo dali skozi in tudi moram reči, da orkester je požel neverjetne pozitivne kritike, čeprav se niso razpisovali kritiki, ker je na koncu treba to tudi vse plačati. In mislim, da smo lahko zelo zadovoljni, predvsem pa so mi nekateri glasbeniki rekli, ki so v orkestru že tudi 30 let, da so celo življenje čakali na priložnost, da bojo lahko snemali za največjo tole snemalno hišo Deutsche Grammophon, produkcijsko za klasično glasbo. Ne. In to so eni taki mali uspehi, ki potem pač imajo tradicionalno vrednost tudi za prihodnost. Gospod Damjanovič, 5 vaših dobrih lastnosti. Kaj pa, če jih povežemo malo tudi z dobrimi lastnostmi, ki naj bi jih imel župan, pa jih vi imate? No, jaz bi rekel recimo, da predvsem, tako so nas tudi učili, že od malih nog, ne samo starši doma, tudi cela družba, ne, da pač ljudje, ki so na nekem položaju, morajo biti vzor družbi. Se pravi, mora imeti, rečemo, župan, vse po mojem osebnem prepričanju, mora imeti eno zelo visoko moralno avtoriteto. Ne. Vse preveč se dogaja v Sloveniji v zadnjih 20 letih, da se to ruši, da je to vse premalo prisotno in potem se pač, rečemo, družba potem zgleduje. Ne. Jaz mislim, da po 20-22 letih smo nekako prišli do spoznanja, kaj smo narobe delali v tem obdobju, ne, in da nas čaka pač lepša prihodnost, ki bo mnogo teže jo ustvarjati, kot bi jo sicer lahko, če se ne bi določene stvari v naši državi dogajale. Tudi če pogledamo aktualno politično prizorišče zdaj, je vse preko lepo, ne, in jaz mislim, da je veliko ljudi, ki bi si želelo to spremeniti in ne dvomim, da se ne bo na bolje spremenilo. Še kakšno? To je bila zdaj ena, recimo, ta moralna avtoriteta. Ali pa svoje dobre lastnosti, za katere mislite, da bi vaš človek resnično lahko cenil? No, mislim, da sem jih že prej naštel, ne. To so te klasične vrednote od poštenja, družbene prilagodljivosti, na koncu pozitivne trme, delavnost. In pa jaz mislim, da predvsem
v današnjem času še bolj mogoče, kot kdajkoli smo potrebovali dialog. Tega je vse premalo. Ali dialog na eni strani, ali na drugi, vmesnega ni. Mi vemo, da napredke naredijo samo raznolikosti. Te nam daje tisti poseben atomski naboj, ki nas pošlje naprej. In na svoji lastni koži sem ugotovil, da večkrat, ko sem padel, večkrat, ko sem se pobral, takrat sem šel naprej. Tudi, če pogledamo medije danes, to, kar sem doživljal na stojnici, ko sem zbiral podpise za svojo kandidaturo, so ljudje rekli, ja, vas pa ne poznamo, kdo pa ste vi, ne? Se pravi, obstajajo tudi ljudje, ki ne gledajo teh reality showov. In na koncu smo ugotovili s temi ljudmi, ki so izražali dvom v moje prepoznavnosti, kdo pa si, da boš neki župan, smo skupaj ugotovili, če nisi v kriminalnih dejanjih ali če nisi v nekih takih zgodbah z negativnimi prizvoki, te ljudje preprosto ne poznajo, kajti mediji polnijo strani ali pa audio mediji samo s temi težkimi problemi in slabimi zgodbami. Jaz mislim, da bo moral priti tudi trenutek, ko se bo začelo v Sloveniji pisati tudi o dobrih zgodbah. Pišemo tudi na koncu samo v katastrofah takih ali drugačnih in dejstvo je, da nabijanje samega negativizma v ta naš družbeni prostor ceno že zdaj plačujemo. In to zgodbo bomo morali obrniti v drugo plat in s to drugačnostjo imamo perspektivo. V nasprotnem primeru, kot je mnogo mladih glasbenikov, si želi pobegniti iz Slovenije. Ni samo resnica to, da ni dovolj delovnih mest, temveč so tudi razočarani. In danes, na srečo vseh nas, je Evropa dokaj odprta. Imamo glasbenika v berlinski, v dunajski, v minhenski filharmoniji, v minhenskih simfonikih in hvala Bogu. Se pravi, tisti, ki se počutijo in ki so pripravljeni žrtvovati veliko več kot ostali v svojem življenju za svoj napredek, jim je cel svet odprt. In recimo, če rečeva spet, če se vrneva k vašemu dobrodelnemu koncertu. Arboretum je bil poškodovan, treba mu je bilo pomagati. Pravzaprav idealna prilika dejansko za Slovensko filharmonijo. In vi ste to začutili. Začutili pravzaprav to povezanost z nekom, ki je prizadet, povezanost z nekom, ki lahko daje. Ja, dobrodelne koncerte smo že nekaj let jih izvajamo z orkestrom Slovenske filharmonije, kakor tudi z našim zborom. Tako smo v preteklosti imeli recimo za profesionalno gasilsko brigado, ravno tako v Arboretumu. Potem smo delali ob katastrofi Japonske, ko je bil takrat tisti tsunami za zborom, zdaj smo delali za Arboretum in še kaj bi se lahko spomnil. V prihodnosti smo imeli namen narediti tudi dobrodelni koncert za poplavljena območja v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, kakor tudi v Srbiji. Žal je projekt se trenutno ustavil, verjamem, da ga bomo čez kakih par mesecev lahko realizirali. Tako da to je nekako tudi poslanstvo. Javni zavodi, nismo samo zato, da dobivamo denar za svoje dejavnosti in za svoje zadovoljstvo, tega na nek način moramo tudi vračati. S temi stvarmi bomo definitivno tudi nadaljevali in dobro je to za nas, da ljudje to vidijo, uvidijo naš namen in s toliko večjim veseljem so potem še naši fani. Ja. Povezali ste tudi klasiko s pop glasbo. To je pa pravzaprav nekaj, kar bi pa rekla, da je treba imeti nekaj poguma. Drži? Drži. Drži. Namreč institucije, kot so Slovenska filharmonija, so ponavadi kar bolj namenjene resni klasični glasbi, klasiki kot klasiki. Vendar ste tudi verjetno sama opazila, da v zadnjih 20 letih, ko je prodor rečemo teh satelitskih, kabelskih televizij, iz tujine je ogromno danes možno videti in na televiziji, kakor tudi na računalnikih klasičnih programov, Mezzo in ostali, ki so specialisti za te zvrsti. In s tem smo tudi mi izgubili publiko. Izgubili smo jo na ta način, da se je ta publika pozabila na nas. In v enih 20 letih se je ustvaril neki vakum in manjka ena generacija,
ki v določenem obdobju postane naša abonentska publika, naši tradicionalni obiskovalci posameznih koncertov. In recept, ki ga je tudi, rečemo, svet si izmislil, ne, že desetletja nazaj, je to, da je z tako imenovanim crossoverom se poskušal približati tudi tisti generaciji, tistemu občinstvu, ki sicer ni tradicionalen klasični obiskovalec klasičnih koncertov, ne. Tako da zdaj smo dosegli v principu nekako, da smo se približali. Še vedno ne žanjemo. Mogoče bo nekdo za mano enkrat požel te stvari in jaz tudi gledam tako, ne, da ni vse uspeh, da si ti neki posjal in požel, ne, ampak je treba tudi imeti v zavesti, da bo nekdo drug to nadaljeval in mogoče doživel tisti končni uspeh. S tem nesebičnim delom ali pa pristopom in razmišljanjem je potem tudi neka pot razvoja bistveno drugačnejša in tudi ljudje ti potem bolj pristopijo, ko vidijo, da nisi neki egoist, ki vse na sebe vlečeš. Tako da to zgodbo smo dali skozi. Bilo je nekaj negodovanja in znotraj zaposlenih, kakor predvsem zunanjih strokovnih ocenjevalcev, ne. Ampak jaz menim, da Orkester Slovenske filharmonije, kakor cela ustanova, ni namenjena tako imenovani strokovni eliti, temveč zelo, zelo široki publiki. Čim širši pravzaprav. Tako je. In na koncu, veste, sem si zapomnil eno svojo izkušnjo v življenju, ki sem imel. Namreč v Švici, ko smo igrali takrat te Oberkrajnere, malo imam pač, bom rekel, rad avtomobile. In sem se ustavil tako zelo poprečno oblečen pred salonom Porscheja, da bi jih pač občudoval. Na kar je iz salona pristopil gospod v izjemno dragi obleki in dragi uri in me povabil v salon, vključno z mojim prijateljem. Postregli so naj s Coca-Colo, s kavo in tako naprej, odprli avte, nam vse povedali, na kar sem ga le vprašal, ne. Kako to, da ste nas tako, ne, se pogledajte, ne, že nadaleč damo vedeti, da njemu dovolj denarja za Porsche. Je rekel, nikoli se ne ve, kdaj boste do denarja prišli. Se pravi, mi nikoli ne vem, kdo je naš potencialen obiskovalec. Mi ne moramo nekoga soditi pri 20 letih, ta pa ne bo, ker je, ne vem, avtomehanik, ali je pek, ali je doktor znanosti, ali kaj. Niti mu ne piše na čelu, ne. In glasba kot glasba je samo lepa in slaba, ali pa dobra je slaba. In jaz se pač ne ločujem po tem, tudi ljudi ne ločujem, ne. In to mi je dal že takrat misliti in tega se znova in znova spomnim. In mislim, da 2-3 dni nazaj sem celo videl na Facebooku en mini film, ne sodi ljudi po izgledu. In tega se držim. In da bi mi zdaj rekli, recimo kategorično, ne, klasična glasba, koncerti Slovenske filharmonije zdaj so za doktorje, pravnike, ekonomiste, medicinske sestre, učitelje, mislim, da je to velika zmota. Zagotovo. Velika zmota. Kajti na koncu koncev vsi želimo, da bi Ars program bil zelo poslušan, da bi naša zvrst bila, ampak če bomo mi izločevali, potem bomo tudi mi izločeni. Ja. Zdajle ste podelili z nami tole luštno izkušnjo iz Švice. Ali imate morda še kakšno drugo tako izkušnjo, ampak ki je bila bolj pomembna, da ste zaradi nje ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo recimo v neko drugo smer? No, vsekakor je en preobrat bil 12-13 let, ko sem zbolel nazaj. Sem v bistvu takrat prenehal s to umetniško kariero in takrat se nisem predstavljal, da bi moje življenje izgledalo drugače kot to, da igram trobento v orkestru in na vseh načinih in oblikah glasbenih, recimo, ne. Tako da to je bil en preobrat, kajti takrat, ko sva hotela z ženo imeti otroke, sva se zdravila oba dva, jaz sem pač dobil te negativne stranske učinke na svoj organizem, sem bil pač nekako umetniško izločen za leto do 2, na kar sem se v tem obdobju znotraj opere takrat preusmeril v PR marketing po zaslugi takratnega direktorja Boruta Smrekara, postal sindikalni zaupnik, potem so me predlagali v višje organe sindikata znotraj Sviza. Na podlagi tega, ker sem bil pogajalec na Ministrstvu za kulturo, so me povabili, da se prijavim na 4. razpis direktorja Slovenske filharmonije in to je bil en, obrat. Lahko rečemo, zaradi tega ste danes tu, kjer ste. Ja. Povejte mi še, zakaj kandidirate za župana? Kaj je pravzaprav tisto,
zaradi česar veste, ste prepričani, kajti kar ste mi zdaj le pripovedovali, vem, da ne delate ničesar na pamet, da boste lahko tudi častno in dobro v korist vseh nas opravljali to funkcijo. Mislim, da smo več ali manj vse povedali že skozi razgovor, kaj si predstavljam o osebah, ki bi naj bile neke javne osebe. Definitivno si upam trditi, da najlepše mesto na svetu je treba vsebinsko nadgraditi. In če pogledamo samo tisto, kar nam ljudje pripovedujejo, kar sem se v zadnjem mesecu naposlušal na stojnici, je mesto Ljubljana še kaj drugega kot strogi center in da te četrtne skupnosti, ki jih je kar nekaj v Ljubljani, jih je treba nekako usporedno graditi, razvijati in več prisluhniti potrebam občanov mesta, kot pa svojim lastnim ali pa interesnim skupinam. Veste, kot rečemo temu prišlek v Ljubljano, pred skoraj 25 več leti, ne morem pozabiti, ko smo se po stari cesti pripeljali v Črnuče in v predmestje, kasneje v Bežigradu, to je bilo sijajoče mesto, ne? Ker ti tudi logično je bilo, da iz centra se mesto širi in bolj je novo. Ne? Danes je to ena sivina in v bistvu ta utrip celega mesta mu je treba povrniti pa to spoštovanje in mislim, da samo prisluhniti ljudem in biti v njihovi službi da garancijo za en razvoj in pa da dejansko, to je naša z mojimi kolegi, ki smo se na nek način odločili, da gremo v to kandidaturo skozi mene, ne, lahko mesto vsebinsko nadgradimo in ga dejansko postavimo v pozicijo enega evropskega mesta. Kaj pa vaši hobiji? Ja, jih je kar nekaj. No. Eno ta prvih hobijev je vsekakor vožnja z motorjem. Ta drug hobi, ki sem ga pridobil pred nekaj leti na račun svoje bivše žene, so konji. Ne. Tako da, če mi čas dovoljuje, nekako usklajujem, da imam stik s temi dvemi hobiji. To se pravi, vozite se z motorjem k konjem. Ja, tudi med drugim. Ja. In to se da povezati. Kaj pa kakšno domačo žival imate, muco, kužka? Imel sem mačke. Zdaj, ki živim v bloku, se mi zdi, da mora biti živali le bolj na prostem imeti ta izhod iz hiše in iz stanovanj, tako da imam eno muco, ja, za katero skrbi mama. Ampak je vaša? Ja. Vas prepozna tudi kot lastnika? A ne, ker bolj poredko hodim. Bolj poredko hodite. No, ampak občutek je vendarle dober, Ja. ne, imeti svojo žival, na nek način napolni življenje. Še kakšen načrt za budućnost, gospod Damjanovič? Namreč zdaj vemo, kandidirate kot župan, brez vizije, to ste že omenili, ne gre. Ali lahko kakšno vizijo podelite z nami? Če si kaj želim, si želim to, da bi dejansko enkrat prišlo v Sloveniji ali pa v mestu Ljubljane do ene take resnične sprave. Ne. Teh nasprotovanj in vsega skup, mislim, da je že vsemu dovolj. Na koncu koncev ljudi ne zanima politične, ideološki spori, ne vem kaj vse že v tem našem okolju, temveč si želijo eno dostojno življenje, predvsem pa recimo generacije, ki so prišle k meni podpisati, jih skrbijo njihovi vnuki. In definitivno je resnica tudi ta, da 80% dedkov in babic skrbi za svoje vnuke, če ne celo za svoje otroke, da jim od svojih pokojnin dajejo, da se lahko preživljajo, jim sofinancirajo, jemljajo kredite za njihova stanovanja in podobne zgodbe. Jaz mislim, da mora biti to naš cilj, ne pa kdo bo koga premagal na političnem ali pa ideološkem področju. In mogoče malo smešno se bo slišal, kar bom zdaj povedal, ampak za tem stojim. Mislim, da posamezniki lahko doprinesemo zelo veliko družbi in odločil sem se, da se izpostavim, da povem, kaj mislim, pokažem, kaj znam in verjamem, da lahko z dobro voljo, z poštenimi nameni vplivamo na integralno okolje. In kot se mi je v Filharmoniji zgodilo, sem prišel sam, so se s časoma ljudje približevali in je ta četica vedno širše rasla in tako mislim, da se zna zgoditi tudi kasneje. Na koncu, če pogledamo čisto malo tako Disneylandsko, vedno se najde neki vodja, ki je za sabo pridobil toliko in toliko ljudi in potem je prišlo do večjih sprememb. Poglejte se in na vse zadnje, posamezniki delajo zgodovino.
Res je. In vlečajo. Torej ste vlečni konj, pa smo spet pri konjih. Ja. Vam paše, vam ustreza ta vloga vlečnega konja. Namreč tudi vlečni konj jih ponavadi po grbi dobi, kadar gre kaj narobe. Jaz mislim, da pač nekako nam je sojeno naše poslanstvo in eni smo vlečni, eni se na nas priklopijo, ampak zaradi tega niso manj vredni. Ne. Tudi v konjski vpregi imate konja, ki mu pač ostali sledijo, ampak vse je odvisno od kočijaža. Ne. Tako da mislim, da ta mediatorstvo v Sloveniji in povezovanje in dajati pozitivno energijo naprej, tega se je malo zgubil v Sloveniji. Ne. To moramo priznati, v prejšnjem sistemu je bilo to izdelano in je to bilo nekako samo po sebi umevno. Zdaj smo postali mogoče ljudje malo preveč egoisti, v tem egoizmu nas je strah, da nas kdo onemogoči, da zgubimo tisto, kar smo si pridobili, ampak resnica vsemu temu je, koliko daš, toliko dobiš. Mogoče samo še čisto na kratko zanimivost v vašem imenu. Damjan Damjanovič, je bil to slučaj, nimava več veliko, ampak za 2 minutki bo pa še. Je bil to slučaj ali kakšen namen? Namreč omenila sem že pravzaprav neka prepoznavnost si je iz tega, ko se ena stvar dvakrat ponovi. Ne vem, oče pač enostavno iz priimka vzel to ime in tako je bilo. Bil sem eden redkih na tistem področju našem, ki je to ime nosil. Kasneje so starši še komu dali to ime. Tako da ne vem, mislim, da nikoli ni bilo iz tega ven, da bi neko simbolnost oče iskal. Kasneje sem enkrat bil na morju, na Ugljanu, mislim, da ostaja ena mala kapelca. Smo se tja pripeljali z gliserom in tam je bila tudi ta cerkvica Damjan in Kozma. Tako sem tudi videl, da sta svetnika oziroma žrtve na koncu in tako. Ja. No, jaz sem si tole ravno potegnila ven, da sta bila dejavna kot zdravnika in na koncu ja, dejansko končala kot mučenika. No, upam, da je vaša pot zagotovo drugačna. Želim vam veliko uspeha in, kaj ne rečem, tudi nam Ljubljančanom bi najbrž prišel prav župan, ki je po svojem srcu kulturnik in ki je širok in odprt, tako kot sem dobila zdajle v tej uri pogovora, da ste vi. Hvala lepa vam. In upam, da bom upravičil vaše zaupanje. Tako. A nisem rekla? Ampak jaz mislim, da ni problema. A to za gledalke in gledalce? Aha, a to lahko dodamo? No, pa dajmo. Ja, pa potem se obrnem. Ker jaz to včasih tudi nisem, ampak bom zdaj, vem, da vedno. Takole, spoštovane gospe, dame, gospodje in seveda vsi tisti, ki ste bili z veseljem z nami, kajti vredno je bilo posvetiti 50 oziroma skoraj 55 minut gospodu Damjanu Damjanoviču. Nasvidenje, lepo se imejte.